mnogi psihologi bi se strinjali, da bi začetek postavili nekje v sredino 90-ih, ko se je akumuliral nekako ves ta stres po tem ekonomskem boomu na Japonskem. Leta 95 ste se zgodili dve precej veliki nesreči na Japonskem. V začetku leta je bil velik potres, ki se imenuje, mislim, da veliki Hanshin potres. In to je bil pač tako velika katastrofa, velik žrtev. 2 meseca pozneje so doživeli še domači teroristični napad na podzemni železnici. To je, mislim, eden najbolj znanih napadov na Japonskem. Sam da je bil domač. Bil je napad z živčnim plinom, s serinom, mislim, da. Mislim, da je odgovorno za to prevzel en kult. In v bistvu so ta plin, ki nima vonja, nima okusa, preprosto pustili nekje mislim, da na vlaku, in pač preprosto dejansko veliko žrtev je bilo po tem napadu. In po tem času nekako se je zdelo, da država rabi čas za zdravljenje, in so povzeli ves ta material, ki so ga imeli, ki bi ga lahko kategorizirali kot zdravilni material in ga nekako dali pod dežnik Ijašikejev. To je nekako začetek, ki ga nekateri psihologi vidijo. Se bi ti s tem strinjala ali bi postavila začetek mogoče prej, kasneje? Pač jaz se strinjam, tudi ko sem imela predavanje, sem to poudarila. V bistvu vse poti vodijo v 90-ta. Takrat se je pospešeno se začelo. Tudi razvoj animejev, dosti več animejev, dosti več mank. In takrat je bil nek healing boom, pravijo. Torej oni so razvili razne pripomočke, da bi se ozdravili tega stresa. To se pravi razne ekonomske krize, potem ta 2 dogodka, družbene krize, ker družba se spreminja. Tudi, ne vem, mladi začnejo razmišljati drugače, pa mogoče nimajo svoje družine ali pa se posvečajo delu. In ta healing boom je bil tak, da so ustvarjali razne predmete. Niso bili samo animeji, ampak je bila to nekakšna knjiga, kakšna terapija, znane ta tree bathing, ker se kopaš v drevesih dobesedno. To pomeni, da greš na sprehod v gozd in opazuješ drevesa in svetlobo. To je neka vrsta čuječnosti. To je ful veliko študija na to, da zelena barva, narava, ful pripomore olajšanju. Zato je tudi dosti zelene barve v teh animejih, pa dosti je hrane, ker hrana tudi sproža neke hormone sreče. Tako da zaradi tega. That's why people get fat, yes. Ne, se hrana ima tudi tisti aspekt, da te spomni na povezavo, ker si deliš hrano z ljudmi. Mislim, če si deliš hrano. Če si taki človek, če si dango, on skriva vse. Sej naredil si dober point, mislim, da pač je tudi sharing a meal je neka taka tradicija, je nek tak ritual. Ja, je vredno že res v nas noter. Leta 2019 oziroma začetek 2020 smo bili pač nekako vsi pod vplivom tega koronskega časa. In v tem času se mi zdi, se je tudi začela bolj na zahodu definirati ta kategorizacija Ijašikejev. Bi se sama s tem strinjala, se ti zdi, da je mogoče ta čas teh 2-3 let, ko smo bili v bistvu bolj izolirani, vplival na popularizacijo žanra? Jaz mislim, da ker več časa smo gledali pač te vsebine in potem so dali pod svojo kategorijo. Na Japonskem je pa bila že pač od 90-ih. In ti animeji so res načrtno narejeni, da pozdravijo oziroma ti dajo nek občutek varnosti, sreče, ampak mi smo šele zdaj ta spoznali. Tudi v angleščini je to healing anime, ponavadi vidimo izraz na spletu, ker dejansko zdravi. Ampak to ne pomeni, da nas zdravi. Če imamo resne težave, moramo pač iti psihoterapeutu, kaj podobnega, da pa nek tak občutek, kot da si res miren, pozdravljen, stres se ti zniža. In tak anime mi je prej padel na pamet, Restaurant to Another World. To je pa cool! Greg je glava, nisa kaj treš. Kaj či pa, veš, kak je cool hrana. Lahko pišeš ta anime? Ma nikaj veliko zapovedati. Pač vrata se pojavijo v različnih dimenzijah, v različnih svetovih, kjer lahko različne rase grejo skozi in je tam eden kuhar iz našega sveta in ima naše sestavine in jim pripravi našo hrano, kjer oni samo srednjeveško poznajo.
Navadni kruh, navadno oni pa tam dobijo pico, pa lazanjo. On je vzel sestavine, ki so na voljo v tistem času in naredil moderne. Ne, pač v naš svet pridejo dejansko. Ampak samo v tej eni restauraciji se dogaja. In je pune luč. Dejansko tak healing, ko to gledaš, je tako ful prijetno. Tako da tiste restauracije nekje med raznimi dimenzijami, noter pridejo razne pošasti, ne vem, vampirje in mobile, karkoli. Potem pa še ena podobna, sem se ne spomnil, ali je isekaj, izakaja nekaj podobnega, ker so pa uporabili tudi za promocijo Japonske, ker takrat so se bližali olimpijske igre. Tam je tudi neka restauracija, ker hodijo tam magična bitja. In jejo našo hrano. Ziher bi vedel, če bi videl sliko. Ja, pogledaj. Mislim, anime in mange so zelo specifičen žanr, v katerega ne moreš recimo dajvati, kot če še nisi nikoli gledal anime in mange. Zato mogoče Yashikei, ker so to neutralna zgodba. Pa nimajo toliko fantazije. Je nekako dober začetek. Mislim, še nimajo toliko fantazije. Ne? Mogoče bi dala par naslovov, ki jih kot začetniki ne samo upogleda v Yashikei, ampak celotnega animejskega žanra. Kateri bi bili dobri predstavniki za recimo čisto začetnike, ki padajo v ta žanr? Po moje, kakšni Ghibli filmi so, ker sicer niso Yashike, po tem žanru, ampak spoznaš japonsko kulturo in tudi imajo pač neke te elemente hrane. Hrana v Ghibli filmih. Ponavadi to predstavljam zmeraj, torej za začetnike mora biti en tak anime, ki je podoben kakšnemu filmu, ki so ga gledali kaj podobnega. Pa so pa ti Restaurant Another World. Zdaj prvi Yashike anime, ki sem ga nekako gledala, je bil The Great Passage. Tam v bistvu stvarijo japonski slovar. Sicer ni spet Yashike po žanru, ampak je tak, da samo ustvarjajo tisti slovar. In spoznaš dosti o japonskem jeziku, ta glavni je čisto obseden z besedami japonskimi. To je ena taka...